Gospod Verlič, dosti je bilo govora o diskomunikaciji med odborom za Pekarno in mestno občino. Kako to, da danes niso sedli z vami? To vam ne znam povedati, torej bili so povabljeni na tiskovno konferenco. Kot javnost ali kot sodelujoči? Ne, gledajte, to je bila tiskovna konferenca Urada za kulturo in županstva mestne občine Maribor. Tako da sodelovali so pri pripravi vsega tega, se usklajevali in to je to. Kako vi pravite, da je bilo tako, zato ker odbor za Pekarno je že sklical tiskovno konferenco, kjer opozarjajo na to, da marsikaj ni bilo narejeno, da je bilo veliko diskomunikacije oziroma neažurnega obveščanja strani občine. Ja, gledajte, zdaj moram spet videti vsako stvar posebej, v bistvu, da jaz ne poznam njihovi pripomb v tem trenutku in vsaki se bomo pač posebej pogovarjali. Bom pa konkretno vprašala, oni torej trdijo, da okoli 95% ideje, tudi okoli zasnove pekarne, je njihove. Absolutno. Tudi to, da so v bistvu ravno oni preprečili nepravni prenos na MKC, na stavbne pravice. Kakšen je vaš komentar? Zdaj vem, kaj so oni preprečili nepravni prenos, torej jaz sem vesel, da smo uspeli torej v času kandidiranja odpraviti vse, bom rekel, morebitne spore. Mi smo veseli njihove ugotovitve, da je 95% dela njihovega, od tega ne bežimo, ne nazadnje ste v sporočilu za javnost videli našo oceno, torej da smo zelo veseli, ker je prišlo do sodelovanja, ker je prišlo do usklajevanja in v tem smislu si želimo tudi, da se v bodoče aktivnosti peljejo usklajeno. Pa imate idejo, kam torej jeseni z vsebino pekarne, če se bodo začela tam že obnovitvena dela? Gledajte, vse zato pa je predvideno torej etapni pristop k obnovi. Mislim, da je to bila skupna odločitev, da se ne pristopi k obnovi celotnega kompleksa istočasno. Ne nazadnje bi to sprožilo odločeno nezaupanje z njihove strani, to je bilo skupaj dogovorjeno, da se pristopi v obnovi postopoma. In od tega ni nobenega odstopanja. Torej konkretno kam bodo šli zapravne zgradbe, če začne? Zdaj ne znam povedati, pogledajte, to bo narejen načrt, ki bo omogočal torej nadaljevanje delovanja. V Mariboru obstajajo možnosti za to, da se poiščejo nadomestne rešitve v času obnove posameznih objektov. Želja pa je, da kompleks deluje kar se da nemoteno tudi v času obnove. Slišali ste oceno ali željo, da si želimo, da bi ta kompleks celoti bil obnovljen do leta 2012. Ta rok je možno zasledovati in odličen sem, da bodo vsi, ki so odgovorni za vodenje tega, da bodo poiskali take rešitve, ki bodo omogočali torej na eni strani obnovo, na drugi strani pa tudi nemotno funkcioniranje programov, ki delujejo v pekarni. 2012 je predvidena obnova oziroma dokončanje le-te. Kaj, če ne bo dovolj evropskih sredstev oziroma če ne boste uspešni na razpisih, kako potem dalje? Na to vprašanje je težko odgovoriti. Torej, naša želja je, da bi teklo vse nemoteno, torej, da bi iskali kombinacijo sredstev tako lastnih, kot sredstev preko javnih razpisov. In mestna občina Maribor ima, torej imela do zdaj, ima in bo imela torej načrt, torej tako vsebinski, kot tudi finančni, da zagotavlja sredstva iz proračuna z naslova pač investicij. Če bomo pa uspevali še v javnih razpisih, bo toliko lažje za mestno občino Maribor in obnova sama bo toliko pač hitrejša.